župan občine Radovljice Ciril Globočnik, ravnateljice, razredniki, učitelji, spoštovani gostje. Prisrčen pozdrav v baročni dvorani Radovljiške graščine. Tako kot vsako leto je tudi letos župan občine Radovljica Ciril Globočnik sprejel odličnjake, ki so bili vseh 9 let odlični iz radovljiških šol. Letos jih je bilo kar 43. Poklonil jim je spominsko darilo Združenje mest Slovenije in seveda priznanje v spomin. Jaz sem navdušen, teh odličnjakov je preko 40 in danes sem se zahvalil tako njim kot učiteljem, mentorjem, tudi staršem. Na vse zadnje, da 9 let zdržijo tak tempo, je kar vzpodbudno, pa seveda zaželel sem jim pa, da naj se spočijejo pred nadaljevanjem izobraževanja, torej v vseh srednjih šolah, kamorkoli so se že vpisali. V vseh letih jim podarite najprej seveda priznanje in pa potem spominsko darilo, tokrat Združenje slovenskih mest. Res je, letos smo se odločili, da jim podarimo zelo lepo knjigo Združenja zgodovinskih mest in med drugim jasno je tudi Radovljica zgodovinsko mesto in se mi zdi, da jim bo ostalo v lepem spominu. Špela Šemarl iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kako je minilo teh 9 let, verjetno pa je bilo letošnje zadnje leto nekje drugačno od ostalih? Ja, res moram reči, da se sploh ne zavedam, da je šlo teh 9 let to hitro, kar naenkrat, tako puf, pa je bilo konc. Tako res, nepozabno doživetje. Kako je bilo pa šolo nadaljavo? Mislim, da je kar šlo, samo eni so imeli malo problemov. Drugače pa, super. In kje boš preživela zadnje počitnice? Na slovenski obali seveda. Koga si boš pa najbolj zapomnila v teh 9 letih na tej šoli? Mislim, da moja sošolce seveda, ker mislim, da smo bili tako povezani razred, sploh pa moja razredničarko, ki je za nas naredila vse, čisto vse naše probleme je rešila. Nepozabne trenutke smo skupaj doživeli. In kam si se odločila naprej? Naprej grem pa na gimnazijo Senice, športni oddelek, vzporedno s konzervatorijem v Celovcu. Ambrož Frelih iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Kaj pa bo tebi ostalo najbolj v spominu v vseh 9 letih? Ja, sošolci najbolj. Povezanost razreda. Učitelji malo manj? Tudi. Kje boš preživel zadnje počitnice? Ja, doma pa na morju. In kam si se odločil za naprej? Škofijska gimnazija Ljubljana. Zdenka Varl, ravnateljica osnovne šole Staneta Žagarja iz Lipnice. S kakšnimi občutki se vi letos poslavljate od vaših devetošolcev, glede na to, da so bili zadnji meseci drugačni kot prejšnja leta? Res je bilo precej drugače letos. Veliko je bilo negotovosti. Ko nismo bili skupaj, je bilo kar vprašanje, koliko bomo zamudili, koliko bomo lahko nadoknadili, s kakšnimi občutki se bomo poslovili. No, potem 25. maja so se vrnili in v teh zadnjih tednih se mi zdi, da smo drugega pomirili, naredili še vse tisto, kar je treba in jaz sem prepričana, da bo v srednji šoli vsak imel vse pogoje za to, da bo uspešno nadaljeval izobraževanje. Koliko vaših odličnjakov prihaja? Ja, kar 12 imamo letos v generaciji devetošolcev odličnjakov. Imamo samo en oddelek, 26 jih je, ampak teh 12 je res izvrstnih. Torej tudi vi komaj čakate počitnice? Čakamo počitnice, pa čakamo tega, da ne bodo higienska priporočila taka, kot so sedaj, ker nam jemljajo veliko energije in časa. Tjaž Šolar, osnovna šola Staneta Žagarja iz Lipnice. Kako boš se spominjal vseh 9 let na tej šoli? Ja, v lepih spominih mi je bilo ostalo, s prijatelji smo se družili, pa zabavali, pa znanjem sabo bom odnesel sabo, tako da imamo v lepih spominih.
Kako je potekalo delo nadaljavo šole? Dobili smo snov in pa smo jo razloženo, pa smo jo pa prebrali pa zapisali. V redu drugače potekali. Kje boš preživel zadnje počitnice? Gotovo bom kar večinoma doma, pa morda bomo šli kaj s starši na morje. Drugače bom pa po okoliških krajih se s kolesom potekel. Kam te vodi pot naprej? V Škofjo Loko na srednjo strojno. Ja, letos je bila odločitev Valeta Daline res težka. Prisluhnili smo želji devetošolcev, imamo to možnost, da smo imeli Valeto zunaj, ker imamo samo 26 devetošolcev. Povabili smo starše in zaposlene in smo to lahko naredili v okviru 200 oseb. Tako da potem, ko je bil dogodek za nami, smo bili veseli, da je bil, ker je bilo lepo, drugače, tako kot je drugačen ta čas. Je bilo kljub temu zadovoljivo? Ja, jaz, ko sem se pogovarjala s starši in z devetošolci, vsi so bili veseli, da so to možnost tega simboličnega slovesa imeli. Kako ste pa izpeljali zaključni izlet? Zaključnega izleta pa nismo imeli. Ne, tega pa res ni bilo. Zato so bili pa prikrajšani. Sara Meze iz osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja v Lescah. Kako se boš spominjala vseh 9 let v vaši šoli? Koga boš najbolj pogrešala? Ne vem, pač so take skupince, ki jih bom res pogrešala, ampak vsi upam, da sem še kaj dobil, pač kukar izven. Preživela zadnje počitnice? Mogoče malo na morju, doma, ja, pač z družino. In kam te vodi pot naprej? Grem pa na biotehniško v Naklo, na gimnazijo. Kakšen je bil občutek zdaj teh 3 mesecev z šolo nadaljavo? V redu, mislim, sej najprej nisem bila toliko prvajena, ampak pa gre. Ja. Alja Berčič, prihajaš iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Kaj ti bo ostalo najbolj v spominu v 9 letih šolanja? V bistvu vse nasploh, tudi šola nasploh, pa sošolci, pa učitelji, pa... S kakšnimi občutki se poslavljaš od osnovne šole? Mi je težko, sem pa zelo vesela, da grem naprej in da grem svoje sanje živeti in da grem naprej v šole, da dobim še dodatno znanje. Kje boš preživela zadnje počitnice? Doma. Kam te vodi pot naprej? Naprej grem na gimnazijo, pol bi šla pa v tujino.